Že, Samuel, in to je moja mami. Tjaša, ki se sicer ful ne rada snema, ampak ker gre za pomembno stvar, sem to naredila izjemo. Vem, da sva verjetno komu že precej tečna s svojimi objavami, mami pa. Z zapisi na socialnih omrežjih, ampak dejansko nas samo še nekaj ur loči od referendumskega volilnega molka. Torej, voda je. V bistvu sploh ni besede, s katero bi se dalo opisati, kako zelo pomembna je voda. Je temeljna dobrina, je dobro, ki pripada nam vsem. Tako je že od nekdaj in tako mora tudi ostati. Ja, vsekakor obstoječi zakon je daleč od idealnega oziroma dobrega in je potreben marsikatere spremembe. Ampak te spremembe, ljudje moji, se ne sprejemajo na tiho, za zaprtimi vrati, daleč od stroke. Tako kot je bila recimo sprejeta ta novela, ki na videz ščiti vodo, v resnici pa na premeten način na široko odpira vrata pogoltnemu kapitalu. Saj enostavni objekti in objekti v skupni rabi niso samo nedolžne čolnarne, ampak so tudi bencinske črpalke, hoteli, trgovski centri, tudi deponije. Vse tisto, kar na obrežju rek, morja, jezer in potokov nima kaj iskati. Zato odrasli, oddajte glas proti. Zato odrasli, oddajmo glas proti. Zato, ker tudi ne podpira praktično nihče. Ne stroka, ne vodovarstveniki, ne pravo, ne Greenpeace. V bistvu bo bistveno lažje in hitreje, če rečem, praktično ga ne podpira nihče, razen politike. In to je samo po sebi dovolj zgovorno. Zato še zadnjič, pojdite na referendum in obkrožite proti. Za nas. In za nas. Naj za konec preberem še zapis Lojzeta Udeta. Koalicija je s to novelo v bistvu želela izničiti pravne posledice ustavne pravice do pitne vode. Česar ne smemo dovoliti. Torej, glasuj proti.